Zame je nekako, keramika je zame nekaj domačega zelo in krhkega in govori o načinu, na kateri živimo. Ko sem se preselila v Slovenijo, sem prva noč prespala v stanovanju ene sodelavke, ki jo nisem niti poznala in sem se zbudila, nje ni takrat bilo tle, sem se zbudila v njenem stanovanju. Zame je Ljubljana čisto nova bila in sem hotela spiti kavo, sem pogledala njene šalice in sem našla eno, ki mi je bila všeč in je tako šalico kasneje sem si kupila v Ljubljani in zame pogotovo šalice za čaj ali za pitje kave imajo veliko nekega simbola doma. In mislim, da so ta reč v keramiki nekako je nekaj, kar je zame pomembno v umetniškem tudi smislu, ne? Kar je mogoče spregledano, kar je domače, kar je vsakodnevno. To so stvari, ki so mi pomembne v celotnem mojem delu. Torej, recimo moja zadnja razstava je bila par mesecev nazaj, je obravnavala starševstvo, a ne. Recimo, tole sem danes prinesla zato, ker zame ta šalica pomembna. Sem jo dobila na Bolšjem trgu. Bila je prekrita z blatom. Človek je videl, da je neka posoda, ne? Ni se mu ljubilo niti jo oprati, ne? Danes pa mislim, ko sem jo oprala in tako sem videla, da je to buc in nisem sicer sigurna, ampak bi lahko bila več kot 100 let stara, ne. In pa ni njena starost tisto, kar me zanima. To je neka lepota, zdaj spet vračam se tule na dom, ne. Tudi sem razmišljala, konceptualno gledano, recimo, kaj me zanima pri keramiki še, ne? Ljudje, ki bežijo od svojih domov, ne morejo nesti keramike. Pretežka je, ni možno, ona sigurno ni prva, ki se nese, ne? Je pa pol za ustvarjanje novega doma, je to, jaz mislim tudi ena stvar, recimo, ki bi zame bila pomembna. Tudi recimo sem naredila eno delo, v katerem sem se ukvarjala tudi s tem pojavom v begunskih kempih, kjer ljudje delajo, Sirijci so izdelovali fontane v svojih domovih, v kempih, zato, ker je za njih to pomembno, da se oni počutijo kot ljudje, je fontana pomembna, ne. Zame pa je šalica.